Ja, hvala lepa. Tako za vprašanje, kot vam, ki ste prišli na ta evropski večer, predvsem po organizatorjem, dr. Milanu Zveru in inštitutu dr. Jožeta Pučnika, ne samo za povabilo na ta večer, ampak tudi za zasnovo tega večera. Žal, kot smo prej slišali, kdo se je vse opravičil, na meni čisto uspel, in meni je žal. Tukaj bi verjetno vsi skupaj, še posebej vi, tudi predstavniki sredstev javnega obveščanja več odnesli, če bi bila predstavljena tudi nasprotna stališča tem, ki jih imamo mi, ali pa ne nasprotna stališča, ampak neka dodatna stališča. Zato je bil vabljen predsednik vlade, aktualni predsednik vlade in aktualni župan. In jaz sem vseeno malo upal, da za predsednika vlade niti ne, ampak za župana pa, da bo prišel, se nima kaj izgubiti, samo dobi lahko, če predstavi pač tako poglede na to, kar zdaj dela, kot pogled na prihodnost. Zagotovo je pač okolje ali pa čas, glede na to, kaj se vse dogaja v Mariboru ali pa kaj se ne dogaja, primeren. Ampak tukaj smo razočarani in zdaj to je eden od problemov, ne Evropske unije, o tem nekaj kasneje, ampak to je predvsem problem Slovenije. Ni dialoga o stvareh, ki so pomembne. Dobro, zdaj, če bi bilo v Mariboru vsak mesec kakšna takšna okrogla miza, ki bi jo pa recimo organizirala stranka aktualnega predsednika vlade ali pa lista gospoda župana, pa bili mi tja vabljeni, potem bi rekli, ok, pač sem niste prišli, bomo mišli tja in bo pač tam dialog. Ampak prvič takšnih dogodkov ni in drugič, če že kje kakšen se na druge strani ne vabi. Se ne vabi tiste, ki bi slučajno lahko tudi kaj kritičnega povedali. Tako da, eno od temeljnih razlogov za to, vse splošno občutenje krize v Sloveniji je ravno pomanjkanje dialoga. Enostavno razglasijo pač tiste, s katerimi se ne strinjajo, za drugorazredne in ni soočenja. In to, kar običajno da dialog, se pravi neke izčiščene rešitve, se o tem skuša nadomestiti z propagando. Kaj so pa rezultati propagande, pa vemo. In na koncu pridejo seveda računi. In te račune čute, ko plačujete položnice, ko plačujete davke, ko pogledate na plačilno listo. Veliko ljudi sicer ne poveže tega, kako se z državo upravlja, z tem, kar vidijo konc meseca na plačilni listi ali pa na pokojninski nakaznici. Ampak je tukaj neposredna povezava. Neposredna povezava. Glejte, recimo, 100 let nazaj je bila Slovenija, ali pa še malo več nazaj, 100 let nazaj je bila že prva svetovna vojna, ampak 110 let nazaj je bila Slovenija del Avstro-Ogrske in približno enaki pogoji so veljali na slovenskem ozemlju, pa na ozemlju, ki je danes avstrijsko ali pa italijansko, recimo severna Italija. Zdaj, slovenske dežele so bile v povprečju enako ali celo bolj razvite od severno-italijanskih. Pod enakimi pogoji smo Slovenci pred več kot 100 leti dokazovali, da zmoremo več, smo imeli boljše rezultate. Severna Italija danes, kljub temu, da je Italija v precej slabem gospodarskem položaju v primerjavi s tem, kar je bilo včasih, je še vedno pojem razvitosti, še posebej nekaterih segmentov gospodarstva proti nam. Pa ne zato, ker bi bili Italijani bolj sposoben narod, ampak očitno imajo nekaj več te tradicije, to je dejstvo.
poleg tega se boljš organizirajo. Imaš sicer jug, ki jih pač vleče dol in tako dalje, ampak ta primerjava, kar se tiče sposobnosti, je dokazana s temi še mnogimi drugimi primeri. Da ne rečem, da je recimo vlak pred 110 leti prej prišel z Maribora v Ljubljano kot danes. Kar govori o našem zaostanku pri infrastrukturi. Od leta 2008 do danes je slovenski javni dolg zrastel iz manj kot 8 milijard evrov na 32 milijard evrov. Pa zaradi tega, ker smo se toliko zadolžili, vlak ne vozi nič hitreje. Niti ni kaj dosti drugega zgrajeno. Zadolževati se je pametno, kadar so ugodni pogoji, če pa s tem nekaj zgradiš, kar pol daje dodano vrednost in lahko to mirno vračaš, poleg tega še boljše živiš, oziroma so boljše plače, standard, pokojnine in tako naprej. Če pa to zapraviš, to breme potem prevališ tudi na prihodne generacije, je pa to zločin, ne? Je pa to nekaj, kar je izjemno neodgovorno. No? In to je, slovenska oblast glavnem počela v zadnjih 8 letih z izjemo tistega leta, ali pa leta pa pol, ko se je interventno skušalo stanje reševati. Zdaj, prej je bilo že omenjeno, kako je aktualna vlada pred kratkim obljubila v Ljubljani programe za dodatnih 300 milijonov evrov za različne investicije. Je gospod Kangler dejal, da nič narobe, ne, če je pač vlada to obljubila in podpisala dogovor, Ljubljana je glavno mesto, zasluži si seveda pozornost, ampak ne zasluži si te pozornosti samo Ljubljana. Ne. Mi smo takoj rekli, v redu, 300 milijonov, se pravi, potrebno je še Ljubljana kakšnih 12%, ne, slovenske populacije. Se pravi, potrebno je še 2,5 milijarde za najmanj, ne, za ostale regije in ostala mesta, če hočemo, da bomo spoštovali ustavo, kjer pač nekaj piše o tem, da smo vsi enakopravni. In da imamo pravico do enakih izhodiščnih možnosti. Se pravi, da ima vsak človek, ki se rodi v tej državi, po ustavi zagotovljeno, da bo imel približno enake pogoje za uspeh v življenju kot seveda tiste, ki mu jih omogoča skupnost, kot jih imajo drugi. Ne? Da ni važno, se rodiš v Ljubljani ali v Mariboru ali v Slovenskih Goricah ali na Brkinih. Moraš imeti neke, za to državo in oblast pač imamo, moraš imeti približno enake pogoje v smislu dostopa do izobrazbe, do konkurence za delovno mesto in tako naprej, do stanovanja in tako dalje, tako drugot. Ne? In da ni zgolj od tega, ali si iz bogate ali iz revne družine odvisno, kako boš uspel v življenju. Ampak seveda danes temu ni tako. In marsikje ni nič boljše, kot je bilo pred 25 leti, ko smo se osamosvajali in s tem v zvezi, je to vrstna zamera marsikoga seveda upravičena. Ne? To ni tisto, za kar smo glasovali na plebiscitu. No, zdaj, če se vrnem konkretnosti, razen teh 300 milijonov za Ljubljano, ki je na približno 120% točkah evropskega povprečja, se pravi, standard v Ljubljani je blaginja ali pa, če hočete, pogoji za življenje, kvaliteta življenja v Ljubljani je za 20% točk više, kot je povprečje v Evropi. Ne? Tukaj se je vlada pač potrudila in našla teh 300 milijonov, ampak tukaj potem se je vse ustavilo. Ne?
Ni 200 milijonov za Maribor, ni 150 milijonov za Kranj ali za Gorenjsko, pa za Celje, pa za Mursko Soboto, ki je tam na 60%, ne, 65% evropskega povprečja. Seveda pomeni, da se avtomatsko živi skoraj pol slabše, lahko pričakuješ pol slabše pogoje kot Ljubljani, skratka. Nič se ni zgodilo. Se treba vprašati, zakaj? Jaz mislim, da smo bili mi eni redkih, ki smo protestirali. Ki smo zahtevali, nismo protestirali, da je Ljubljana dobila ta denar, ampak smo rekli, dobro, očitno ima vlada še nekje 2,5 milijarde, čeprav vemo, da jih nima, ne? Zato, da bo še za ostale. Torej, mene osebno ni toliko presenetilo, da je vlada to naredila, ne? Ker največja vladna stranka je pač stranka administracije. Slovenija je centralizirana država, vsa administracija praktično v Ljubljani in so poskrbeli zase. Mene je presenetilo to, da nihče drug da se ni oglasil. Imamo 2 združeni občin, na nekaj malih, bom rekel, protestnih ali pa bolj, bom rekel, vprašanj so poslali na vlado. Nobenega sklica županov, nobene resne akcije, da se izsili odgovorno ravnanje tistih, ki razpolagajo ne svojim, ampak z vašim denarjem. Ker je teh 300 milijonov za Ljubljano, ali pa če bo nekaj evropskih sredstev, vsaj slovenska udeležba, se to ne bo zbrala samo Ljubljano, boste tudi vi zbrali vsi. Ne? Oni ne delijo svojega denarja, ne? Vlada ne deli svojega denarja, vlada deli tisto, kar pobere z davki in prispevki. Torej, če bi to ravnala kakšna druga vlada, ne? Recimo, da bi v našem mandatu dali 300 milijonov samo Mariboru, pa nobenemu drugemu. Ljubljanski župan bi dvignil celo mesto, ne glede na to, da je standard tam toliko višji, in bi delal kraval do Washingtona. Ne? Zdaj, ko smo v našem mandatu na predlog ministra Žagarja spremenili kriterije za financiranje občin, tako da so postali bolj pravični in je Ljubljana dobila nekaj manj teh sredstev, so nas tožili. Na sodišču, par let je trajalo. Ljubljana je tožila, ker češ, da je izgubila nekaj sredstev, nič ni izgubila, samo kriteriji so postali bolj pravični. Ne? 4 občine, ki so daleč najbogatejše, so dobile nekaj manj iz te skupne blagajne, so ostali pa več, ampak je Ljubljana tožila. Zdaj se Maribor ni zganil, oziroma mariborska oblast nič naredila, pa ne samo mariborska, nihče ni pravzaprav nič naredil. Tudi slovenski mediji so to pozdravili. 3 dni je bila to pozitivna tema v slovenskih medijih, ne? Ta sporozum med vlado in Ljubljano. Glejte, Slovenija je tako precentralizirana država, ne? In znotraj te bom rekel, sistemske neenakopravne obravnave se potem sprejemajo še posebni ukrepi za najbogatejše. In kot že rečeno, mene to ni presenetilo toliko, da se je to zgodilo, ampak to, da se to kar sprejelo. Da se to kar sprejelo. Ni odgovorno od vseh tistih, ki morajo skrbeti za neko javno dobro svojih občanov. Zdaj, ta tema centralizacije pa decentralizacije je samo za Maribor ena od ključnih strateških tem prihodnosti. Kolikor se stvari sistemsko ne bo uredilo, kolikor ne bo dokončan ta projekt, ki smo ga do 99% končali leta 2008, ne bo zaključen, se pravi projekt regionalizacije Slovenije, bodo skozi možne samo neke gasilske akcije. In bo odvisno od tega, ali je neka vlada, ki je manj ali pa bolj naklonjena enakomernemu razvoju,
od tega bo odvisno, kako boste živeli tukaj, ne? Ali pa kakšne bodo razlike med standardom v Sloveniji. To je sistemsko urediti, vse je pripravljeno, prenos več kot 1,2 milijarde z državnega proračuna na regionalne, to pomeni zelo velika stvar, revolucionarna stvar za slovensko stvarnost, ena najpomembnejših reform, ki je potrebna po osamosvojitvi, pa je vse zamrznjeno, ne? Ravno zaradi tega, ker nekdo želi, da je Slovenija centralizirana, nekdo želi, da je možno s tem, ko se obvladuje center, obvladovati tudi vse ostale. Vidi, kakšni so efekti. Poglejte volilno udeležbo. Volilna udeležba v Mariboru, v okolici, 7. in 8. volilna enota, je tudi za 20% ali pa v nekaterih okrajih za 25% nižje kot v Ljubljani. In zdaj imate recimo mandat, kjer neiznašenje iz kakšne druge, bom rekel, ne socialistične stranke, ni novega poslanca iz Maribora v slovenskem parlamentu, so pa z drugih strank, ampak jaz od njih besede Maribor še nisem slišal v 2 letih. In nisem slišal. Večkrat od naših poslancev, ki so z Ljubljane ali pa iz Novega mesta. Ni. To enostavno ni pomembno. Tudi očitno ni. Tisti, ki so bili izvoljeni na teh volitvah pred 2 letoma tukaj, pač vedo, da niso bili izvoljeni zato, ker bi bili dobri tukaj, ki se jih ljudje sploh niso poznali, ampak zato, ker je bil samo eden na plakatu in ker je bila pač propaganda kakršna je pač. To je sistemski problem. Ne? Vi, gledajte, imate lahko odlične univerze, odlična podjetja, imate odlične potencijale, kar Maribor ima. Ampak če je država centralizirana, če se stvari dogajajo tako, kot se zdaj dogajajo, bo velik del dodane vrednosti šlo nekam drugam. In tudi če se to zakriva, pa če se na tej globalni ali pa splošni ravni to ne vidi, ljudje to na nek način čutijo in so posledice. Prejšnji mesec smo bili na Celjskem obrtno-podjetniškem sejmu. Tam so nam predstavniki Avstrijske gospodarske zbornice povedali, da se je samo v prvi polovici tega leta v tehle mejnih deželah Avstrije iz Slovenije zaposlilo 12,000 ljudi. 12,000 ljudi, samo v 6 mesecih letošnjega leta. Ogromno iz Maribora in okolice. Ogromno, vsi sami poznate najbolj. Hkrati več kot 60,000 ljudi dela v Avstriji, deloma v Nemčiji, pa so registrirani kot zaposleni pri nas, ker delajo prek agencij. Niso registrirani kot nekdo, ki dela tam, ali pa dnevni imigranti, kot zaposleni v Sloveniji in pol se vlada hvali s temi številkami, ne delajo tukaj, delajo v Gracu. In če pogledate Avstrijo pa Slovenijo, Dunaj pa Grac. Grac je druga največje avstrijsko mesto. Pa po mnogih performansah dohiteva Dunaj na mnogih področjih, vse, ko gre za gospodarski razvoj. 30 let nazaj je situacija popolnoma drugačna. Primerjajte odnos Dunaj, Grac pa Ljubljana, Maribor in boste videli velikansko razliko. Najbolj se pa ta razlika kaže v tem, da ljudje, ki jih vi šolate na univerzi tukaj, ki bi rajš verjetno za podobno plačo, tudi mogoče nekoliko nižjo, delali doma, grejo delati ven. In tega se seveda ne da ostaviti. Tako to je sistemski problem, ki za rešitev potrebuje
bom rekel, eno trezno večino v parlamentu, z resnim zastopstvom tudi, bom rekel, z vaših koncev, ker je pač potrebno sprejeti zakonodajo, ki zahteva dvotretjinsko večino, ki na tem so nas blokirali. Zdaj, drugi problem je pač drugi razlog za to, da se ne razvijamo tako, kot bi se lahko, da se ne izkoriščajo potenciali. Če se spet stavimo na Mariboru, Maribor z svojimi, z univerzo, z šolstvom, z potencialom, številom mladih, ki končajo šolanje, fakultetne programe in tako naprej, je verjetno v smislu človeškega kapitala eno tistih okolij, pa verjetno na vrhu teh okolij, kjer so ti potenciali v Sloveniji najmanj izkoriščeni. Veliko teh ljudi pač odide drugam in se pač druge zaposli ali pa poskuša in se matra in zaradi okolje, kakršno je, dosega slabše rezultate, kot bi lahko. Zdaj smo spet pri upravljanju. V Sloveniji je tako, da žal, in to vpliva na koncu na gospodarsko rast, na plače, na pokojnine, na davke, na prispevke. V Sloveniji žal se, kot je nekdo že dejal, gospod Kavčič dejal, da Slovenci ti uspeha ne oprostijo. Jaz bi to malo preciziral. V Sloveniji tistim, ki niso ta pravi, ki niso prvorazredni, uspeh ni dovoljen. Uspeh ni dovoljen. Tudi če je nesporen, se ga bodi si razglasi za napako, ali pa če se tudi to ne da, se pa ignorira. Se pa ignorira. Lahko vam navedem ogromno primerov. Gospod Kangler je eno takšnih primerov. Zdaj, če je nek uspešen župan, pa ne pripada opciji tranzicijske levice, se bo uporabilo vsa sredstva, da se ga spravi iz položaja. Maribor je bil en tak drastičen primer, so pa tudi drugi. Se mu pošle davčno inšpekcijo, se mu pošle računsko sodišče, ga mediji nažigajo bom rekel, najbolj nemogočimi obtožbami. Skratka, bolj je uspešen, bolj se spravi na njega. Drugi strani imate župane, ki bom rekel, pri belem dnevu kradejo z lopatom, pa se jih razglaša za uspešne. Pa tudi ko se ne da rekel, velikega kriminala več skrivati, se najdejo kakšne, rekel, že malo starele kulturnice, ki pravijo, ja, sicer krade, ampak je pa v redu, je naša opcija in je uspešen. In to je malo, da ne, bom rekel, razglašeno za bob leta, za popularno izjavo, za nekaj, kar je res, pač, ne? Rečeno brez dlake na jeziku. In to uničuje Slovenijo. To uničuje Slovenijo, to rekel, polovici potencijala, ki ga imamo kot narod, ne omogoča, da prispeva tisto, kar je sposoben. In tukaj smo res Slovenci nekaj posebnega, ali pa je en del ali pa velik del te elite, ki ima Slovenijo v rokah že desetletja, bom rekel, tukaj res neka posebnost. Recimo,
ko je bil gospod Kangler izvoljen, ga naša stranka ni podprla. Mislim, da je svojega kandidata, dobro je kandidata, rezultat je bil tesen in tako naprej. Ampak, ko je bil on izvoljen, je bil on župan Maribora. In vlada je sodelovala z njim in smo naredili, bom rekel, veliko dobrih projektov. Nismo dali Maribor na črno listo, pa se pol izogibali temu mestu zato, da bo župan neuspešen, pa da bomo drugič mi zmagali. Enako smo ravnali z vsemi ostalimi občinami. Naša vlada je šla vsak mesec v eno regijo, pogledala konkretne probleme, jih zelo veliko rešila. Sedanja vlada je recimo v 2 letih obiskala eno regijo pa pol, približno. Tista ena regija, kjer so res naredili obisk, ki je imel nek rezultat, je bila Ljubljana. Tam so vsak dan doma. Druge je pa pač tako malo PR-a in slika in se pač gre. To pač ne more dati dobrih rezultatov. Ampak seveda, za njihove slabe rezultate se zelo redko najde kakšna resna kritika v mainstream medijih. Tudi takrat se bolj ukvarjajo z tistimi, ki to kritizirajo ali pa ki ponujajo alternativo. In enak problem je z gospodarstvom. Jaz poznam na desetine primerov uspešnih slovenskih gospodarstvenikov, ki so zrasli iz nič in ki se jim ni dovolilo, da bi prešli recimo iz nivoja malega in srednjega podjetništva v veliko podjetništvo, čeprav so imeli vse potencijale. Ker pač niso bili v forumu 21, ker niso bili ta pravi, se je skušalo na vse načine, davkarija, policija, ovadbe, umazati njihovo ime in uničiti ta potencijal. Se ni gledalo na to, da gre pač za perspektivno gospodarstvo, ampak tudi če bodo rezultati slabši, tudi za vlado in tako naprej, ta pač ne sme uspeti, ni ta prav. Ni ta prav, ker to bi nam lahko ogrozilo monopole in oblast. Gledajte, kaj se pol zgodi iz tega, kaj so prinesle mariborske vstaje. Neko oblast, vstajniško oblast, ki jo imate, ki pač ni sposobna dialoga, zato jih ni tukaj, mogoče je kdo, ki je pa skuša kaj zapisati, upam, da vsaj to, tudi če se ne bo oglasil, ki nima nobenih ambicij. Jaz se spomnim predhodnika gospoda Kanglerja, gospoda Soviča, ki je imel vsaj lutkovno gledališče v programu. Kadarkoli smo se srečali, je govoril o lutkovnem gledališču, vsaj nekaj. Ker da drugega ni bilo, ampak vsaj nekaj je bilo. Zdaj pa ni nič slišati, pač ni. Zdaj, ko recimo v neki Avstriji pa Nemčiji izbruhne nek problem v Hamburgu ali v Gracu, to jim pride župan tega mesta prestolnico do predsednika vlade. Je to novica, če to ve, je reakcija, da se malo skupaj zberejo na vladi, pa skušajo najti odgovore na te probleme. Jaz v zadnjih letih nisem slišal za noben tak pogovor, recimo mariborskega župana z predsednikom vlade, roko na srce tudi ne za kak podoben pogovor kakega drugega župana, kakega druge občine s predsednikom vlade, razen ljubljanskega. Kar veliko pove, kako stvari tukaj tečejo. Tako da zato, da je stanje takšno in da je Slovenija centralizirana država, ni kriv samo center. Tudi vsi ostali smo krivi, ker se to dopušča tako brez refleksije, brez tega, da bi se na te stvari opozorilo. In
Včasih je tudi pristop napačen v tem smislu, da se nekaj zahteva, da ti Ljubljana ali pa vlada da. Prvič, oni nimajo nič tistega svojega, kar bi vam dali. Ne? To je vaš denar, to je nekaj, kar se skupaj zbira. Tukaj treba zahtevati ne to, da nam oni nekaj dajo, ampak zahtevati je treba pravičnost, ne? Pravičen pristop. Ne? Drugo, bolj kot zahteva denar, je treba zahtevati normalno okolje. Ne? Sistem, ki bo omogočil, da se to, kar skupaj ustvarjamo, pravično deli. Ne? To, da se bo to, kar skupaj ustvarjamo, porabljalo čim bližje tistemu, ki to ustvarja. Ne? In tukaj smo spet pri regionalizaciji. Ne? Sistem je treba drugače postaviti, da se ne treba boriti za vsak evro, da pride na pravo mesto. Tako da imamo nekakšno demokracijo, ne? Velikokrat se ne strinjamo o tem, kakšna je, ampak neke volitve so. Kakih 2500 let velja tisto pravilo iz antične Grčije, da demokracija ne deluje, če ljudje niso informirani. In to je velik problem v Sloveniji, tudi tukaj v Mariboru. Treba to, kolikor se da, popravljati in zmanjševati negativne efekte tega dejstva. Kljub temu neke možnosti so, neke volitve so in zato se treba pač organizirati in pripraviti in jaz mislim, da je današnji pogovor ena od redkih priložnosti, upam, da jih bo še veliko sledilo, ko je možno nekaj slišati o gospodarskih idejah za naprej, ko je možno slišati o tem, kako razvijati te potencijale, ko je možno zaslediti neke velike ideje, ne? Ker najprej je vedno ideja, najprej moraš imeti idejo, ne? Zato, da potem stvari gredo. Najprej moraš seveda poznati stanje, ne? Če ne poznaš stanje, potem tudi velike ideje nič ne pomagajo, ker ne veš, kje začeti, ne? Tipičen primer, ki je bil prej omenjen, je ta gospodarsko-logistični center, ki je bil planiran, je bil del teh 35 nacionalnih razvojnih projektov, kot drugi največji v državi. Poleg modernizacije železniškega omrežja. Drugi največji. Zakaj? Zato, ker Maribor je idealna logistična lokacija, ki je neizkoriščena. To je presečišče 5. in 10. evropskega koridorja, železniškega in cestnega, z letališčem. V srednji Evropi ni bolj ugodne logistične lokacije. In to je znano. Ne? To moglo biti znano tudi aktualnemu mariborskemu županu in predsedniku vlade, pa še komu. Obstaja formalno potrjen projekt za ta logistični center. Z lahkoto ob nekih jasnih predpogojih je možno angažirati tukaj ne samo evropske sredstva, ampak tudi evropski zasebni kapital, ne, zaradi, rekel, strateške lege. Ampak se tukaj nič ne dogaja. Nič ne dogaja. Od leta 2006, ko je bilo to detektirano, od leta 2008, ko so bili nekateri koraki druge faze planiranja narejeni, mislim, da se nič ne dogaja, tega nihče niti ne omenja. Jaz nisem slišal ne vašega župana aktualnega, ne predsednika aktualne vlade, da bi to sploh omenil kje. Da bi to obstajalo nekje v zavesti, da ta možnost je. In o tem gre investicije v Graz, ki je second, ne, ki ni tista ključna, najbolj ugodna točka. Tako da Maribor ima zaradi
same lege, ne, zaradi človeškega potencijala, ne, ki tukaj nastaja. Zelo ugodne perspektive za prihodnji razvoj. Ne. In še zaradi ene zadeve, to je tudi delno odgovor na vaše vprašanje, kar se Evropske unije tiče. Tako kot je dejal že dr. Milan Zver, neka zlata doba, ne? Zlata doba Evropske unije in slovenskega življenja v Evropski uniji je za nekaj časa mimo, ne? Nažalost. Pred nami so zelo turbulentna leta. Prvič se je zgodilo, da neka država, in to nekaterakoli, ne, Velika Britanija 20% evropskega gospodarstva je najmočnejša vojaška sila v Evropi, je država z najbolj številčnimi povezavami okrog po svetu, z najmočnejšim finančnim centrom, enim najmočnejšim finančnim centrom na svetu. In to se ni mačji kašelj in to bo spremenilo strateške razmere tudi znotraj Evropske unije. In se to ne da več kratkoročno popraviti, je to mimo, je šlo mimo, strela je udarila, pa se tega nismo niti zavedali. Ker so vsi računali, da se to ne bo zgodilo. Naslednja leta bodo turbulentno. In ja, z Evropsko unijo se splača boriti, ker je to daleč najbolj ugodno okolje, v katerem smo Slovenci kadarkoli živeli. Kot samostojna država ali pa kot, bom rekel, neka vsaj delno avtonomna skupnost. Prvič nismo neposredno ogroženi, niti v smislu, bom rekel, kulturne hegemonije, niti v smislu gospodarske prevlade, niti v smislu, bom rekel, kakega vojaškega ogrožanja. In prvič, odkar obstajamo, neka akumulacija prihaja k nam, prej se je vedno odlivalo. Zdaj prvič dobijo neka neto sredstva od bolj razvitih v Evropski uniji in drugo je, koliko jih znamo to uporabiti. Zdaj treba boriti, ampak Evropska unija bo čez 2 leti drugačna, ne, kot je bila pred 2 letoma in kot je danes. Neke silnice se tukaj že nakazujejo in eno od teh silnic kaže v smer Srednje Evrope. Srednja Evropa spet postaja zaradi različnih razlogov, ni zdaj časa, da se jih našteva in analizira. Nek prostor, ki bo v prihodnje bolj povezan, kot je bil v preteklosti. Jaz upam, da še vedno znotraj Evropske unije in tako naprej. Ampak če pogledate na zemljevid Srednje Evrope in na Maribor, ne, ali pa na ta del Slovenije, na tem zemljevidu boste videli, da se bo težišče prenašalo v mnogih tonih in podtonih v ta del Slovenije. Zaradi različnih razlogov. Tudi zaradi te strateške lege, ne, o kateri sem prej govoril, strateške prometne ali pa, če hočete, logistične lege. Torej, za Maribor je znotraj teh turbulenc, ki nas neizogibno čakajo, vseeno neka dodatna priložnost. Samo to je treba videti. Če se tega ne vidi, če se na to ne pripravi, ne bo nič iz tega. Priložnosti je v življenju veliko. Ne. Mnogih se zavemo šele potem, ki so že zdavnaj mimo in se pač tolčemo po glavi. Ne. Vprašanje dobrega upravljanja, ali s podjetjem, ali z zavodom, ali z državo na koncu, pa z večnacionalno skupnostjo, je pravočasno se pripraviti na neke stvari, ki bodo prišle, ki se jim ne moreš izogniti, ne? In v teh situacijah razpoznati tudi priložnosti zase. Toliko.